En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020, evo, direktno z dogodka Gazela. Izbrali smo Zasavsko Savinjsko gazelo in sicer Pišek je zmagal. Čudovito, kaj se mi je vse dogajalo v tem tednu? Jaz če zdaj pogledam, včeraj je moj brat praznoval 50-ko, čudovita zabava, tako, takšna, ki mora biti, takšna, kot si on želi, glasba na polno, njegovi najboljši prijatelji. Danes sem bila z gospodarstveniki in jutri odhajam na obred, to pomeni na tisto, na kar dejansko me tudi najbolj izpolne, tako na polno izpolne. Komaj čakam jutri, resnično si želim, da bi čisto vsak Slovenec v državi, kdorkoli, vsem na celem svetu, ne samo Slovenci, enkrat na leto doživeli obred ljubezni, napolnili se z ljubeznijo in videli, kako je lahko življenje lepše. No, zato pa je tudi ta tema. Naj vam povem, da mi te teme drugače ne pašejo, zaradi tega, ker to mi nosijo neke slabe misli, pa mi niso okej, pa je prav, da razmišljam o tem, pa da malo podelim in tako naprej. Ampak v redu, bomo skupaj. Tema, katera je nevoščljivost. Jaz to ločujem od zavisti, tako da danes se bomo dotaknili nevoščljivosti, povem nekaj primerov, bom pa kratka, zaradi tega, ker se mi je nekaj zgodilo. Ne vem, kako je do tega prišlo. Facebook mi ne dovoli več posnetkov, da krožijo, kar pomeni, da vas vedno manj vidi moje posnetke. Jaz upam, da bo to vesolje poskrbelo, ne vem, zakaj je to temu tako, če kdo kaj ve, moji so poskušali to ugotoviti, ampak ne vem. Mogoče sem karkoli takega povedala, kar mogoče komu ni všeč, ali pa glede na to, da ljudje ne želijo, da se odpirajo srca, ampak da resnično kroži to, kar je današnja tema. In sem en citat že danes zjutraj našla, pa ne vem, če je to citat, ampak to je misel. Če bi faušija gorela, bi gorela cela Slovenija. To pomeni, da tega je res veliko. Res en lep večer, vse moje drage dame. Najprej naj vas še pohvalim, izredno pohvalim vse tiste, ki ste napisali zadnjič v videu, da ste se vseh treh našli v 2 vlogah. To samo pomeni, koliko delate na sebi. Takoj, ko človek ozavesti, da je nekaj že bil in da je to imel, absolutno že ve in prihajajo učitelji in preizkušnje, da to spozna, da to ni dobro v življenju. Zdaj vam bom pa mogoče podelila, ampak je bilo to odlično izhodišče, zaradi tega, ker na podlagi tega je tudi nastala delavnica 22.10., 22.9. Sorry, moje drage bebe, ker to je to prvo, kar sem 22.9., kjer bom predvsem govorila, kako kljub temu, kar se nam dogaja zunaj, pa koliko ljudje govorijo o nas, oziroma kako še marsikoga govorice prizadanejo, ostati stabilen, odločen in ne iti v ta svet. Vedite, da kadarkoli vas zanese, da vas proži govorica in da slišite nekaj, kar je nekdo povedal, kar so nekdo govorili za vas, karkoli in sproži v vas občutke, da začnete razmišljati o tem, vedite, da niste poravnani za srce, in dejansko telo. Še vedno ste v onem svetu, kjer želite ustreči drugim, kar pomeni, da ne znate še slišati sebe. Ampak ni za to, to se da definitivno vse, čisto vse pozdraviti, ne pozdraviti. To se zdaj tako sliši, kot da so te mogli zdraviti, ampak z znanimi orodji oziroma z dotičnimi orodji, ki jih spremenite v svoj ritual, vi postanete dosti bolj trpežni in večje, ko so preizkušnje, bolj rastete. Mislim, to je jasno, ko beli dan. Tisti, ko tega še ne ve, naj se danes zapomne. Več, ko imate preizkušenj in ko pride preizkušnje v vaše življenje, več, ko jih boste imeli, to samo govori, da ste sposobni več. Samo preko vaših preizkušenj izzivov vi rastete. Če preizkušenj ni, ne rastete. Stagnirate, stojite, ne veste, koliko bi lahko še naredili, tako da to je en ta korak, ki ga boste razumeli. Vsaka preizkušnja pomeni, da ste korak višje. Tako, moja preizkušnja je bila sigurna, ona punčka, ki je bilo tisto, kaj se bo zgodilo, kakšen bo odziv, jaz sem videla, oh my god, jaz sem stabilna,
dobesedno sem rekla, kaj me čaka, to pomeni v redu je, prava pot je naprej. No, ampak vem pa, da če ne bi uporabljala določena orodja, zato ne bi bila mogoče takšna. Evo, in zdaj se bomo dotaknili nevoščljivosti. Konkretno 2 primera, iz 2 primerov boste vi poskušali sebe najti, videti, kje je, in zraven vam bom dala tudi kar konkretno rešitev, kako sem si sama pomagala s tem. Ok, ko sem, mogoče je tudi, rečemo tako, no, ko ti rasteš v poslovnem okolju, poslovno okolje je dosti težje, kot naprimer to okolje, kjer sem sedaj. To okolje je bolj subtilno, to okolje je tako, da v poslovnem svetu je veliko tekmovalnosti, ampak ta tekmovalnost je odlična, dokler je zdrava tekmovalnost. Ko preide ta zdrava tekmovalnost v to, kaj gor dol, v to nevoščljivost, zavist, pa lahko govorimo o tem stavku, no, da bi gorela cela Slovenija. Jaz vam lahko povem, kako sem se jaz temu izmikala, da sem vedno raje imela zdravo tekmovalnost in sem se raje odmaknila, kot pa, da bi se mi zgodilo to, da bi bila nevoščljiva komu. Ok, pa naj podelim mogoče primer, kateri se mi je velikokrat dogajal in tudi pred kratkim ponovno. Drage moje dame, tako bi rekla moja zlata Gaja, reče, drage dame, to je naš mesec. Zdaj imamo samo refleksijo. Vse punce, ki vas bodo motile, vedite, da vidite sebe, da vidite svoje projekcije. Tako da, moje drage dame, ki grejo zdaj z mano na obred, my God, kako se bomo imele fajn. Tudi iskreno povedano smo take ta prave skupaj, da vidimo, kaj se bo vse odprlo. Kako bi bilo to, tako, moj dragi šaman Alan pravi, vedno mi tako reče, Tanja, obredi, ki se delajo s srcem, se ne delajo z marketingom. Ko sem rekla, kaj če bi mi to šli malo bolj engrotko, malo povedati, pa razložiti, zakaj je to dobro. Pa mi je tako danes rekel, čisto subtilno, ker tudi on samo tako govori, samo na tak način govori. Tanja, tisto, kar se dela s srcem, se širi iz ust v usta. Tisto, kar nekomu pomaga, bo maksimalno želel, če bo dober, če bo imel odprto srce, bo želel pokazati nekomu drugemu. Evo, in jaz zdaj poslušam šamane. Moja Gaja pravi, da je potrebno absolutno biti pozoren na ženske zdaj v tem mesecu, tam nekje do 15. oktobra, gledati refleksijo, dobivati projekcije, bolj ko vam bo katera šla na živce, vedite, da vidite sebe noter v tem, tako da dovolite si to. Ok, pa Janja mi je prejšnji teden mi je rekla, Tanja, kaj lahko naredimo, da imate 20-minutni video? Prosim! Tako da, Janja, držim se, vem, da zdaj crkuje od smeha zraven, ampak držim se tega. 2 primera, kako vemo, da je oseba nevoščljiva na drugi strani. Prvo, kako nas potegne, da smo nevoščljivi. Takoj, ko začnete, ko nekdo o komu govori, vas potegne zraven in vas zanima. Kljub temu, da vi imate neko mnenje o tej osebi, vas zanima, kaj se dogaja. In ponavadi bom podelila eno izmed mojih zadev. Zdaj ne bom šla poslovno, zdaj bom šla kar eno tako, ko je čisto sveža. In sicer, na enem izmed storitvenih dejavnosti, kamor hodim, me je začela moja oseba, ta oseba spraševati, kaj pa ti, kdo pa s tabo dela, kaj se ti pa to dogaja, kdo te pa posluša in tako naprej. Že v samem tonu slišite nevoščljivost. In ponavadi to pomeni nekdo, ki ti nekaj ne privošči, ne želi, da si uspešen. In to verjamete mi, da to zaznate. Zaznate 100%. Seveda, jaz sem se s to osebo, ker jo imam rada, pogovorila, pa sem ji povedala, kaj se dogaja, kako začutim, kaj se dogaja in kaj je poanta. Njen odgovor je bil, ja, ampak veš, ljudje imajo veliko kaj zate zapovedati. Ok, in zdaj pridemo do tega, zakaj rečem tako, ne morem zdaj reči, da me 100% nič ne premakne, seveda me premakne, ampak me premakne samo takrat, kdaj me premakne. To sem tudi njej povedala. Ko začutite, da nekdo, zato da bo vam pomagalo, da boste bolj v svojem stebru, od koga sprejemate nasvete? Kdo so ljudje, ki jih vi sprejemate nasvete? A greste v osje gnezdo, tam, ker tek in tek veste, da boste dobili malo
da vas bo nekdo potučkal. To so ponavadi naši starši, ker jih je strah, ker tako in tako so tudi oni bili komu nevoščljivi in se to prenese naprej. In potem gremo tam staršev vprašati, mami, kaj pa ti misliš, oči, kaj pa ti misliš. In ponavadi starši, če so že oni taki nevoščljivi, to isto sprožijo naprej, pa ne id, pa zakaj biš to, pa kaj bojo drugi rekli. Ponavadi je vedno stavek, kaj bo drugi rekli. Ta stavek je noter, kar pomeni, bežimo stran od naše realnosti. In kako sem sama sebe takrat v največjem zagonu skaze držala, da nisem imela teh, da to, kar se je dogajalo, jaz moram priznati, da moja družina je to zelo močno čutila. In v tem primeru sem še mogla biti 3-krat večji steber, zaradi tega, da jim pokažem, ok, zdržim, vse je v redu, res držim. In jaz sem si postavila neko tako osnovno pravilo za nevoščljivost. Kako, naprimer, na koga bom dala kakšno mnenje, spoznala sem, tule slišim neke zvoke, kako sem naredila, sem se umaknila. In ponavadi je bilo tako, tisti, ki so nevoščljivi, so tudi osebe, ki zelo malo delajo na sebi, resnično malo delajo na sebi. Vsi drugi so krivi za njihove neuspehe, vse, karkoli jim se dogaja, je zaradi vodje, zaradi partnerja, zaradi otrok, zaradi birokracije, zaradi države, zaradi prijateljic, vse karkoli, in to že potem jaz takoj vem, kam sodi ta oseba. In moj vzvod je bil takšen, tista oseba mi lahko da nasvet, ki je na nek način boljša kot jaz. V primeru, ko govorimo boljša, kaj to pomeni? V poslu, tista, ki je na primer že naredila kakršenkoli posel, vodi podjetje, vidim, da njeno podjetje super funkcionira, da zelo lepo raste, seveda nisem mogla nekomu, ki ima 5 zaposlenih, enako upoštevati kot nekoga, ki ima 100 zaposlenih. To pomeni, da sem rekla, ok, kako dela v njenem podjetju, kaj se dogaja. Tako da na svet v poslovnem delu sem vedno rada slišala od ljudi, ki so naredili že vsaj toliko kot jaz, če ne več. In če so naredili več, verjamte mi, da so moja ušesa bila takole odprta. Eni pravijo, da sem ena izmed najboljših učenk. Ker to je bilo tako, sem srkala, to. Ok, če je bilo na osebnem področju, ko je nekdo z mano delil osebno zgodbo, jaz pa mislim, da ti to ne delaš v redu, pa ona ne delaš v redu. Ok, kako je bilo tako? Da sem včasih poslušala, Tanja stara bi pokomentirala, pa bi rekla, v redu je, ne rabim nasvetov, če sem vedela, kakšno življenje. Pokomentira moje osebno življenje, to pomeni, kakšna sem do partnerja, kakšna sem do otrok, lahko nekdo, ki je boljši v tem, kot sem sama. V primeru, da ne, je zelo težko dajati nasvete. Kakšna sem bila včasih sem rekla, ne rabim nasveta ali pa ni potrebno, danes seveda ne slišim. A vi veste, da jaz res ne slišim? Meni, ko nekdo govori, jaz sploh ne slišim tega tona, ker je to nizka vibracija in to meni, zdaj šele zastopim, ko so pred leti govorili, da na sestankih določeni ljudje ne slišijo. In mi je čisto jasno, zakaj ne slišijo, ker tista vibracija ni prišla do njih. Ok, kar se tiče prijateljskega odnosa. To je moja tema, to bom iskreno priznala, mogoče glih zaradi tega, ker sem bila tolikokrat po mojem nisem bila niti ta prava, sama nekako dobra. So mi povedale marsikatera, tako ena, druga, tretja, četrta, da jim naivno zaupam, in da ta naivno zaupanje jih je strah, ko jim naivno zaupam, da potem kaj pa, če ni to tako dobro, kot bi moglo biti. Tako da na tak način sem se nekako pri prijateljicah tudi malo omejila, da ni zdaj vsaka moja prijateljica, da si dovolim, spustiti v moje življenje. Jaz tako in tako vse spustim v moje življenje, ampak varianta je v tem, da jaz nimam pa tako, da bi pa zdaj komu jamrala, ker nimam za kje jamrati. Če pa imam jamrati, rečem sama sebi, našla si se v žrtvi, hitro pet ven iz te žrtve in dejansko ustaneš in greš ven iz te žrtve. Kar pomeni, da se ne bomo zdaj pri prijateljstvu dotaknili. Predlagam, da kako rešite to nevoščljivost in da veste, kdo vam je nevoščljiv, da veste, ko pride do tega,
da to začutite, da se samo umaknete ali celo sprožite to temo in vprašate to osebo, a te lahko nekaj vprašam, a veš, da v tvojem tonu čutim to. Seveda oseba vam ne bo rekla, ja, veš, da jaz sem pa nevoščljiva, ti seveda ne bo rekla, vendar dovolili boste, da ji nastavite ogledalo, da sama to spozna. Ker sem prepričana, da marsikdo, naprimer ta oseba, ki sem ji jaz to rekla, sem rekla, a veš, kaj me sprašuješ, a veš, da v tem noter tonu je veliko nevoščljivosti, da mi ne privoščiš in da kvečemu želiš, da je drugače. In je potem pokomentirala, ampak a veš, kaj ljudje pravijo zate. Ampak potem sem jaz vprašala, kaj pa ti pravi zame. To pomeni, kako ti vidiš mene. Mogoče je nekdo ljubosumen ali škodoželjen že s tem, ker ti me vidiš vsaj enkrat na teden, te osebe me ne vidijo niti enkrat, se ne družim z njimi. Ti lahko gre z mano na kavo, one ne morejo iti z mano na kavo. To pomeni, malo sem odprla ta spekter, vendar kaj je poanta, Ana? Ko mi damo hitro na mnenje drugih, kaj drugi pravijo, pomeni, da nismo v svojem stebru. In nas zanima mnenje drugih. To je čisto enako, ko mi nekdo reče, wow, kako smo dobro jedli v tej restavraciji. Seveda mi pogremo v to restauracijo. Lahko da se zgodi, da bo meni odlična hrana, lahko pa da meni ne bo. Ampak če mi ne bo, bom rekla, meni pa ni bila tako dobra. Ampak zaradi tega, ker imamo drugačne okuse. Nekdo reče, wow, gremo na on koncert, ful veliko ljudi bo tam, ful bo fajn. Ja, zakaj bi šla? Zaradi ljudi ali zaradi sebe? Ana? Ali grem zaradi njih, ali grem zaradi sebe. In kadarkoli pridete na to pozicijo, ko razmišljate, tam jih je ful veliko, da gremo tam, govorite o tem, da hočete ugajati drugim in da hočete slišati druge. To nima blage veze z tem, da želite sebe spoznati. To je čisto enako, tako kot sem jaz potrebovala v določenem času, nekaj, jaz temu rečem, za mojo hrano, moja hrana je bila, da sem vidna, da hodim na evente, da snemam intervjuje in tako naprej. To je bila hrana in to je čisto okej. Vendar do prvega intervjuja, ko mi je postavila novinarka, se danes spomnim, ko mi je postavila, kaj pa vi pravite na birokrat, ne vem, zakaj me je vprašala, če bom kaj kritizirala vlado, pa sem rekla, veste, kaj mene to sploh ne zanima. In takrat se spomnim, da je nastal šok. Zakaj? Ker ljudje radi slišijo nekoga, ki kritizira. Samo capa. Se poglejte, dajte si naliti čistega vina. Poglejte, kdo so najboljši politiki. Tisti, ki največ stokajo in največ govorijo. Kdo so najboljši, govorci? Jaz moram povedati, oprosti mi, se ne morem imena povedati, zato ko ni prav, da povem ime. En moški je, ki sem ga jaz resnično občudovala. Igor tudi ve, bil mi je všeč tako, kot moški, kot pojava, kot družina, pa se mu je pa čisto trgalo. In zdaj v zadnjih 2 letih samo kritizira in dobiva take sponzorje, da samo cap, nič lepega več ne pove. To je samo kritika. Kritika za šolo, kritika za politiko, kritika za hrano. Faks, pa kje mi živimo? Jaz srčno upam, da to ne gleda toliko veliko ljudi. Ok, in zdaj končati. To je eden izmed takih. Drugi izmed takšnih stvari je ponavadi nevoščljivost, če dobro zgledate, ali še pa zraven, če ste pa pametni. Če se spomnite mojega videa, sem rekla v prejšnjem videu, tisti, ki ste ga lahko pogledali, če ga ni zablokiralo komu, ja, tema je bila na zavist, nevoščljivost in potem je blokada. Mogoče vesolje ne dovoli tega, da se kar naj kroži, ker s tem potem lahko ljudstvo vodiš. Spomnim se, da sem vam v prejšnjem videu povedala, da v našem podjetju je izredno veliko lepih žensk. In danes sem govorila z eno svetovalko, ki nam zbira kader in je rekla, kako rečejo ljudje, wow, kako pohvalijo skazo in obstajajo ljudje, ko ful samo skaza ne, v skazo pa absolutno ne. In kaj bi želela s tem povedati? Koliko je takšnih ljudi, ko so želeli delati v skazi, pa jih mi nismo vzeli. Koliko je takšnih ljudi, ko so prišli v skazo, ki so veljali za sinonim nekaj, pa v skazi niso nič pokazali. Pa to zdaj ne pomeni, da bomo še kar krožili v imenu. Kar pomeni, včasih, zdaj sem hotela nekaj povezovati. Mi bomo zaposlovali lepe in pametne, zato ker sem prepričana,
da v lepih ženskah je še toliko več pameti, glih zaradi tega, ker vsakič bolj in bolj morajo dokazovati. In mi je tako hudo, ko včasih vidim lepo, res mislim, to je odpostavne, pametno, my God, govori 3-4 jezike in ne, da bi jo sploh ljudje poznali, že kar ji dajo pečate. Aha, ona je taka, to je tako, to je tako, to je tako. In se rečem, pa ženske moje drage, pa če mi ne bomo naredili ta svet lepši, kdo mislite, da ga bo? Če mi ne bomo dajali to ljubezen naprej, kako mislite, da bo to prišlo? Zaradi ženske so nastajale vojne in zaradi ženske so se končale vojne. Tako da, kako veste, kdaj ste nevoščljive? Kako veste, kdaj privlačite slabe misli? Takrat, ko hodijo k vami take ljudi. In ko takim ljudem dovolite, da to govorijo. Jaz takih nimam. Meni taki sploh ne pridejo. A si lahko zamislite, da jaz takih sploh nimam? Sploh jih nimam v svojem okrožju. Jaz, če imam v mojem okrožju ljudi, ki so mogoče malce pazljive, me opozorijo, ampak da bi pa kaj govorile slabo o kom, pa tega ni. Zakaj ne? Ker to, kar mi smo, to privlačimo. Zato lepo prosim, bodite pozorni na to, ko rečete, meni vsi zaupajo. Vprašajte se, zakaj vam zaupajo. Ker privlačite slabe misli in to želite slišati. To meni vi želite slišati, kako so ljudje slabi, ne pa kako so dobri. Potem tisti, jaz slišim marsikatero stvar. Ja, seveda, zato, ker vas tam vleče. Dovolite si poslušati sebe, svoje srce, ker ta nevoščljivost, zdaj pa še stavek, kaj se vam zgodi, ker se ta nevoščljivost pojavi v vas? Ja, definitivno ne morete rasti. Definitivno je to prvi znak vaše manjše samopodobe, to, da resnično ne sledite sebi, da dajete bolj na mnenje, a bojo partnerji od zunaj ocenili, da je dober, ali ga boste vi ocenili, da je dober, to je tudi zanimiva tema. Ta bi bila ful dobra tema, enkrat za drugič, ali, a če izberemo pravega partnerja, je to dobro za druge ali je to dobro za nas. Ampak to je drugič tema. Potem, da resnično se zavedate, samo tisto, kar vibrira z vami, je ta pravo. Samo, kar vibrira z vami, je ta pravo. Vse, kar vibrira z drugimi, to ni del vas. To je nekaj, kar je del njih. Lahko, da je nekaj povezano z vami, samo če ne vibrira z vami, je čisto ok. Tako da, zlati moji, jaz jutri odhajam na obred ljubezni. Obred ljubezni, veste, kaj je. To pomeni odpiranje srca, opolnomočenje sebe, soočenje z resnico, kje smo, ampak dejansko tudi to videnje, kateri vzorci so tisti, ko je prav, da jih čistimo. In sem prepričana, da človek toliko, koliko dobi, dobrih stvari o sebi, je prav, da očisti še nekaj teme. Ali je to nevoščljivost, ali je to zavist, ali je to nezaupanje. Naslednji video bi želela posneti o zaupanju, a sem ga že? Ne vem, a sem ga že ali ga nisem. Če pa ne, pa zavist, ker zavist vidim malce drugače, vem pa nekaj drugega. Takoj, ko ste nevoščljivi, ne morete rasti. Avtomatsko ne morete rasti. Vam povem zakaj. Zaradi tega, ker nevoščljivost pomeni, da nekomu drugemu niste privoščili, da je on dober. In ko se vam bojo začele odpirati možnosti za to, boste preveč obremenjeni s tem, ker toliko, koliko ste bili vi drugim nevoščljivi, to bojo drugi vam krat 2. In kaj se bo začelo dogajati, ne boste znali slediti sebi, ampak boste samo poslušali informacije, ki jih slišite od zunaj. Tako da jaz bi predlagala tako. Dovolite si slišati sebe, resnično slišati sebe, se soočiti sami seboj. Tisti, ki še nimate odprtega srca, pripravljam tudi programe za vas. Vsi tisti, ki pa želite biti stabilni, pa 22.9. pridite k nam v Velenju. V Velenje bomo imeli delavnico, kjer bom pa konkretno povedala ritual, tako vas karkoli zanese, da pridete do svojega stebra. Meni so govorili, da sem včasih bila nedostopna. Danes vem, zakaj sem bila nedostopna. Glih s tem namenom, ker me niso to, ker edino tako sem se povarovala in sem prepričana, da vse poslovne ženske, da vse vodje imajo isti izziv. To smo najbolj osamljena bitja. Sam lahko vam povem nekaj drugega. Ne rabite biti najbolj osamljena bitja, samo zavarovati se je potrebno tako, da tudi če slišite, da to ne slišite, da gre mimo vas, da tako sploh ne veste, da je to bilo karkoli. Moj mož me kdaj vpraša, da je nujno potrebno, da ga to naučim, ker zdaj se je spet vrnil v posel in je rekel, či sem izčrpan. Pa jaz rečem, kako si izčrpan, zakaj se nisi zaščitil, Ana? Zakaj nisi postavil? Je rekel, to me pa še moraš konkretno naučiti. Živa meni čudovit večer, imejte se lepo 22. Lepo prosim, prijavite se, nekaj prostih mest še imamo.
Vete, da z mano je vedno dobro, vete pa nekaj drugega. Ne morem samo napihvati, ker če ne, devamo ego. Malo napihujemo in malo tudi gremo v temo. Ampak verjamem pa, da bo to čudovito potovanje na žensk. Jaz računam na ženske, kako postati stabilna in odločna ženska. Vem pa, da se najprej začne na to, ali te zanimajo še mnenje okolice. In če te zanimajo mnenje okolice, srčno vabljena, da se mi pridružiš v Velenju. Če želiš, bom tudi sama vesela, ker bo z mano. En lep večer, lepo se imejte in en krasen vikend vam želim.